Hočete, da vam resnico povem? Telih prvih 5 metrov me je že namatralo. No, takole, da boste videli, da tale ferata ni mačji kašelj, ne. Drugače pa lejte problem, ki ga imam. Ne vem, koliko se vidi, ampak čist mi je užulilo prste. Evo mene v Črni na Koroškem. Zakaj sem tukaj? Šel bom preplezati ferato. Olymp Line, nekako tako se imenuje. Dolga ferata, 3 do 4 ure traja. In jaz, budala, grem lih v največjem soncu. 1 je ura. Zdaj, zakaj glih zdaj, pa zakaj sem glih tle? Enemu kupcu mojih knjig sem v Ravne na Koroškem dostavil 3 knjige, ker namreč, če kupite 3 moje knjige, potem jih osebno dostavim. In sem rekel, nič, ko sem pa že tle na Koroškem, bom pa še izkoristil, grem pa preplezati ferato. No in zdaj sem tle, moram se sam še obleči v pajkice. Tlele prteli okrepčevalnici Kurnik so bili tako prijazni, da so mi rekli, da lahko avto tle parkiram. Ne, zdaj se moram pa preobleči v merelke, pajkice, opremo vzeti in gremo. Poglejte, kakšen nared imam jaz v avtu, da ne boste kje okoli govorili. Evo, čelada, pas, komplet, kupil sem rokavice, tako da zdaj imam vse. In seveda brez merelk nikamor ne. Evo, samo 3 minute iz centra Črne sem prišel do tegale izhodišča, lejte, ki je tudi lepo označeno in tukaj je tudi opisana ferata. Lejte, 3 do 4 ure traja, še do tega, do začetne točke 20 minut, 1700 metrov je dolga in 550 metrov se dvigneš. Super. Sestop je pa 45 minut. Evo, lejte, to je tukajle in gremo gor. Tukaj pa priznam, da sem se majčkeno zgubil, zmedel, ali ne grem desno, ali ne grem levo. Lejte, gre tudi kele gor ena pot, pojma nimam. Tako da, dragi Korošci, tole bi bilo dobro označiti. Jaz sem tlele, ne vem zakaj, čist na slepo, morda grem čist na robe, ja ne pa tle, a vidite, se ne vem, a se neha tlele pot ali se ne, mogoče pa te poti skupaj pridejo. Ne vem, vidite, takale stvar človeka, malo živčenega naredi, sicer tle neka markacija, ne vem, upajmo, da pridemo. Že tako dolga ferata, pa da bi zdaj tle še nekaj ful zašel, pa nazaj hodil, pa še enkrat gor, ne bi glih narajš. Sicer vidim, da je pa tle ful markirano za naprej. Lejte, cel kup markacij, tako da rečemo, da je tu pravilno. Evo, prispel do izhodišča, manj kot 20 minut je trajalo. C, težavnostna stopnja je C, ampak pogreš lahko pa tudi, imaš neke krake, ki so pa težji, bomo videli, kako pa kaj, začnemo v vsakem primeru tukajle. Evo, prispel do izhodišča, manj kot 20 minut je trajalo. C, težavnostna stopnja je C, ampak pogreš lahko pa tudi, imaš neke krake, ki so pa težji, bomo videli, kako pa kaj, začnemo v vsakem primeru tukajle. Hočete, da vam resnico povem? Telih prvih 5 metrov me je že namatralo, tako da ne vem, kaj šele bo. No, takole, da boste videli, da tale ferata ni mačji kašelj, ne. Lejte, čist navpično se dviguješ, sem že kakor tukaj visok, tako da sam tiščimo gor. Lejte, imam pa en problem, ki vam ga bom pokazal, ko pridem na Ravno. Zdaj se pa že ful časa dol spuščam. Tu, kar sem gor prišel, bom zdaj dol šel. Drugače pa lejte problem, ki ga imam. Ne vem, koliko se vidi, ampak čist mi je užulilo prste. Peče tako za znort. In sej dobro,
ne vem, koliko se vidi, ampak peče za znort. Lejte, tale je čist. Ne, lejte, aha, zdaj tle se dobro vidi. Peče tako, da vam ne morem povedati. In lejte, jaz prvič v življenju plezam z rokavicami. In zdaj dve možnosti je. A nisem ta pravih rokavic kupil za Ferrato, ne vem, tisti, ki se spoznate na to, dajte mi povedati. Jaz sem rekel, tele, ne, da imaš še malo prste frej, če se kje primeš, ne. In lejte, jaz sem preplezal že ne 6-7 Ferrat, oziroma že malo več, zmeraj brez rokavic. Nikoli nisem v nobene vdrgnine. Pa je bila tudi težja Ferrata, na Češko kočo, Ferrata Mučevo, mimo grede Ferrata Mučevo imam posnetu, imate dol v opisu videa link, pa si pogledajte, kako sem se tam matral, brez rokavic, pa ni bilo nobenih takih poškodb. No, prva zadeva je, da niso rokavice ta prave za Ferrata, za Ferrato, možno čist, ta druga je pa, da so za rokavice čist za nič. Jaz sem prepričan, da je tu, da brez rokavic se tu ne bi naredilo. Nič, povejte mi, napište mi, me prav zanima, da vem, kaj narediti. Zdaj sem prišel na en križišče, kao Ferrata je sem, ampak vidim, da gre tukaj dol pa tudi ena pot. Predvidevam, da če greš dol, prideš na izhodišče in jaz sem se odločil, da prekinem. Lejte, tole me že tuk boli, tole me že tuk peče, da vam ne vem povedati. Lejte, jaz nisem 20% Ferrate čez prišel. Veste, kaj se bi tu s tem še naredilo? Tako da grem in proklet naj bo dan, ko sem tele rokavice kupil. Proklet. Evo, sem že v dolin. Tisti, ki me malo dlje cajta spremljate, veste, da nikoli ne odneham. Tako da mi je bilo tole kar težko odnehati. Ampak zdaj, ko sem že dol, pa me še bolj vse peče. Vidim, da sem ful prav naredil, da sem odnehal. Zato, ker to bi me tako bolelo, pa še nevarno bi lahko bilo. Tukaj se veste, se malo manj primeš, zato ker te peče, boli. Tako da sem kar malo ponosen sam nase, da sem odnehal, pa da sem obrnil. Vam bom pa jutri pokazal, kakšno bo. Boste videli, čist hrastavo, bolelo bo tako za znort. Ne predstavljam si pa, jaz po mojem sem 20% Ferrate preplezal. Ne predstavljam, kakšno bi tule bilo, če bi jaz do vrha šel. Tako da sem kar dobro naredil. Včasih pravim, da je vse za nekaj dober. Lejte, morda je pa tudi za nekaj dober. Bo čas pokazal. Tole je pa center Črne na Koroškem. To je majhno mestece, človek bi skoraj rekel vas, ampak glede na to, da je občina, je zagotovo mesto. Tamle dol imate celo muzej rudništva na prostem. Je pa meni simpatičen kraj. Iz Črne na Koroškem sem skočil še na Golte, kjer imamo apartmaje, naše podjetje jih ima. To so tukaj v teh hišah, tako da če kdo želi tukaj preživeti, naj me kontaktira. Kot moj sledilec ima tudi poseben popust. Če bo kdo dal povpraševanje, naj napiše, da je moj sledilec in da želi popust in ga bo dobil. Smo tako dogovorjeni, tako da to sam napište. Rad bi vam pa povedal, spodaj je vročinski val, mislim, kar fejst vroče je. Tukaj je pa prijetno hladno, bom rekel, tako da če se čete malo na hladno umakniti, zdaj čez poletje so Golte prava destinacija. Veste, kaj je tukaj fino, ne? Za nekatere, ne za vse. Tukaj je mir, tukaj ni masovnega turizma, tukaj je zelo malo ljudi, pa imate gor lepo jezero, tamle je adrenalinski park. V glavnem za ljubitelje narave, ki imajo radi mir, je tukaj super. Za tiste, ki pa iščete neke žurke pa take zadeve, pa res ni tukaj dober, tako da za tiste pa ne bo. Imate pa ponudbo naših apartmajev tukaj v opisu spodaj. Najdete pod tem videom, pa preverite. Pa če boste
Povpraševanje poslali, ne pozabite napisati, da ste moji sledilci, bodo dobili popust.